In prehajamo na tretjo točko. Predlog sklepa o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 za občino Kamnik in potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 23, predlagatelj župan, poročevalci pa Mihaela Brnot-Veternik, Aljaž Škorjanc, Maja Sušnik in pa Igor Petek. Besedo ima gospa Mihaela Brnot-Veternik. Hvala lepa. V skladu z določili uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je izvajalec, koncesionar zavezan, da enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe. V elaboratu izvajalec med drugim ugotovi in prikaže razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih storitev ter predlaga predračunsko ceno storitve javne službe v naslednjem obdobju. Sedanja veljavna cena storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jo v občini Kamnik izvaja podjetje Publikus d.o.o., je bila potrjena v letu 2016. V zadnjem 5-letnem obdobju so bile na področju zbiranja komunalnih odpadkov izvedene nekatere spremembe, ki zaradi dodatnih stroškov kritih strani koncesionarja posledično vplivajo tudi na spremembo cen storitev. Občina Kamnik vsako leto naroči izvedbo notranje revizije določenega področja. V lanskem letu je bila zunanjemu revizorju naročena revizija na področju gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, predvsem pregled elaborata in oblikovanja cene storitev zbiranja komunalnih odpadkov. K prvotnemu predlogu elaborata, ki ga je Publikus pripravil v lanskem letu, je revizor podal nekaj pripomb. Izvajalec, Publikus in revizor sta konstruktivno sodelovala. Rezultat tega pa je končna verzija elaborata, katerega lahko zagovarjamo, zato je bil tudi predložen v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Več o sami vsebini pa bo povedal gospod Igor Petek, direktor Publikus d.o.o. Hvala, besedo dajem še gospodu Igorju Petku, predstavniku podjetja, ki je pripravljal ta elaborat. Izvolite, gospod Petek. Najlepša hvala za besedo in lep pozdrav vsem navzočim tudi v mojem imenu. Jaz bi morda poudaril pri tem elaboratu vseeno, kje so glavni vzroki za povišanje. To so v glavnem povišanje in tukaj glavni vzrok povišanje stroškov dela, predvsem zaradi zahtev glede povišanja osnovnih plač. V naši dejavnosti smo pravzaprav vezani na najnižje plačana delovna mesta, večinsko najnižje plačana delovna mesta in tukaj je pravzaprav v tem času od leta 2016 do 2021 se je minimalna plača povečala za 29,53%. Povišanje stroškov cestnine je drugi vzrok zaradi uvedbe elektronskega cestninjenja, predvsem za vozila z največjo maso na 3,5 tone, povišanje stroškov energentov, s tem, da v bistvu moramo povedati, da smo elaborat pripravljali v lanskem letu, povišanje stroškov oddaje nevarnih odpadkov, povišanje ostalih cen in stroškov, ki vplivajo na izvajanje javne službe. To so v bistvu glavni. Okoli sprememb standardov je že gospa Veternik glavne stvari pravzaprav povedala. Se pravi, samo predlogu je v prilogi dodan elaborat, ki vsebuje pravzaprav vse informacije oziroma vse vsebine, ki jih elaborat mora imeti, od vodnih pojasnil, obveznih, se pravi, izhodišč, predračuna, se pravi, pregleda pravzaprav stroškov, dodan je aktualni informativni izračun, ki kaže, da je glede na trenutno veljavne cene pravzaprav, da je predlagano povišanje nekje okoli 11,5% pri mešanih komunalnih odpadkih, no pri bioloških odpadkih pa je to predlagano povišanje okoli 50%.
minus razen pri gospodinstvih z eno in dvema članoma gospodinstva, kjer pa prihaja pravzaprav zaradi dosledne uveljavitve določil odloka do znižanja za 25%. Dodali smo še pravzaprav vsem primerjavo aktualno primerjavo z občinami, z nekaterimi drugimi občinami in to bi bilo na kratko pravzaprav z moje strani vse, pa se raje prepustim še kakšnemu vprašanju. Najlepša hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne? Zaključujem razpravo. Besedo ima Aleksandar Uršič. Hvala za besedo, se opravičujem. Prepričan sem bil, da se je kdo prijavil in sem predolgo poslušal. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, kolegice, kolegi, res vas je lepo videti po dolgem času v živo, občinska uprava, predstavniki medijev in vsi ostali navzoči. Dejstvo je, da je bilo že večkrat govora o tej podražitvi in če kdaj je glede na situacijo zdaj na mestu, ampak vedno so podražitve nepriljubljene, ampak tokrat nimamo zadržkov v našem primeru. Razumemo situacijo podjetja, razumemo splošno situacijo. Bolj sem se poglasil zato, da upozorim na to, kar že ves čas želimo upozarjati na splošno situacijo v naši občini, na odnos do zbiranja odpadkov, do odnos do ekoloških odtokov in v končni fazi tudi do same količine zbranih smeti. Zdaj popravite me, če imate te podatke, pa jih mogoče jaz nisem najdel iz teh račun ven, sem v bistvu na hitro zračunal, da 280 kg na občana na let zberemo. A sem to narobe zračunal. Vse bom te pa povedal. Ja. Tako da mislim, da moramo konkretno pristopiti vsi po vrhu zaveščanju. Ena super zadeva je bila narejena letos in priročnik, ampak ko sem jaz med kolegicami in kolegi preverjal, ker so tudi sami rekli, da je premalo zaveščanja, je bil podatek tak, malo kdo je ta priročnik vzel v roke. Ker če ta priročnik pride med tedenskimi pošiljko v bistvu reklam, marsikje konča direktno tam, kar vi pol nazaj poberete. Tako da mislim, pol smo pa čez nekaj časa dobili plastično posode za zbiranje olja. Če bi bil to en paket, bi ta priročnik veliko več ljudi v roke vzel pa prebrali vse skupaj, ampak stvar je zamujena za v bodoče. Da bi bilo dobro, da vsi skupaj pristopimo k temu in se lotimo tega ozaveščanja res na drugačen način, da smo tudi občinski svetniki in svetnice en vzor ljudem, ker mene res dostkrat me sram, ko se peljem proti Kamniku in v bistvu v Strajnah ekološki otok vidim, ker zdaj je zbiralnik za olje, ni rumene posode, ampak ljudje vedno še tam pripeljajo, ne tisto, kar so prej v rumeno vozili, ampak še vse ti zraven, kar bi mogli direkt v Suhadole peljati. Tako da bi prosil, da se pripravi tudi ena analiza, kaj pomeni ta umik rumenih posod, koliko imate vi zdaj tega dodatnega pobiranja pa dela, da vidimo, če so te odločitve o umiku ta prave, če grejo stvari v pravo smer in tudi, da ni zdaj, ko bomo vsi deležni tega modrih posod, da ne bodo zdaj kar istočasno, da boste pobrali se pravi iz otokov tudi modre posode. Dajmo tukaj eno postopno speljati, ker res, verjetno imate tudi vi dodaten del, ko morate dodatno te ekološke otoke čistiti, pogled na nje, pa sploh ponovati je to za vikend, pa res ni lepno. Tako da, hvala. Hvala. Besedo dajem poročevalcu gospodu Igorju Petku, izvolite. Ja, najlepša hvala tudi za tole vprašanje. Ravno to je, teh problemov se v bistvu zelo, zelo zavedamo in tudi te problemi v bistvu nažalost tudi kar zvišujejo tudi stroške naše, ampak bistveno je pravzaprav, da če pogledamo pravzaprav zabojnik za embalažo po svojem volumnu, v bistvu gre za zelo voluminozno, najbolj voluminozen del
odpadkov, ki nastane v gospodinstvu, in nek zabojnik na ekološkem otoku lahko pravzaprav te potrebe zelo, zelo malo pokrije. V istem času pa imamo pravzaprav zbiranje od vrat do vrat, in kadar je zbiranje od vrat do vrat, je bolj primerno pravzaprav, da se te zabojniki prilagodijo uporabniki. Se pravi, uporabnike enostavno bi bilo prav, da zahteva večjega, ne pa da nosi to na ekološki otok. To je tisto, kar želimo, ne? Tudi pri uvajanju papirja bomo videli, da bo prišlo pravzaprav kar ta izkušnja že je. Teče testno območje, teče že kar nekaj časa v testnem območju, tudi v nekaterih naših drugih občinah. S uvajanjem papirja po sistemu od vrat do vrat želimo predvsem pri uporabnikih zagotoviti dodatni volumen, s tem se bo predvidevamo, da se bo zmanjšal pritisk na ekološke otoke. Ta volumen mora biti na vsekakor zadosten, tudi zaradi enostavnosti odlaganja so predvidene pravzaprav relativno veliki zabojniki, predvsem zaradi kartonske embalaže. S tem se vidimo, da se bo sprostil pravzaprav del zasedenega prostora, sedaj zasedenega prostora za kartonsko embalažo v zabojnikih za embalažo, za mešano komunalno embalažo ali zabojnikom z rumenim pokrovom, in pričakujemo v bistvu tukaj kar izboljšanje stanja. Predvsem je pa to ta sprememba, ki jo načrtujemo, veliko bolj prijazna do uporabnika. Za uporabnikov želimo pravzaprav narediti ločevanje, kar se da blizu in enostavno. To je pravzaprav tisti moto. Z temi ostalimi vsebinami pa res želimo pokriti pravzaprav vse tiste odpadke, ki v gospodinstvu relativno redno nastajajo, pa jih je volumsko manj, in te vsebine pravzaprav namestiti na zbiralnice. To jaz upam, da sem odgovoril. Jaz mislim, da želimo pravzaprav tukaj se izboljšati. Je pa res, da v prvi vrsti je pa to ozaveščanje uporabnikov, tukaj bo treba še občanov, bo treba še kar nekaj aktivnosti narediti. Dve take splošne, pravzaprav dva splošna poudarka sta še pri tem, pri mešani komunalni embalaži bo potrebno pravzaprav vnaprej delati še na izčiščanju teh frakcij, kar je manjši problem pri zbiranju od vrat do vrat, kot tam, kjer nastane kolektivna odgovornost, pri blokih ali ekoloških otokih, ali zbiralnicah, in v bistvu pregnati pravzaprav plastične vrečke oziroma bio nerazgradljive vrečke iz zabojnikov za biološke odpadke. To je tisto, kar vidimo, da je pravzaprav iz stališča okolja zelo, zelo pomembno, in da bo cela Slovenija, ne samo Kamnik, moral na tem v bodoče kaj delati. Več delati. Ja. Najlepša hvala. Hvala. Še kdo? Besede ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. Eno vprašanje predstavniku Publikusa. Zdaj še ni tisti čas, ampak tam v maju, juniju, pa seveda še posebej poleti, ko imamo nekateri ali mnogo ljudi ima tako imenovane žive meje, in seveda je premala ta posoda. Dobro, eni se, bom rekel, znajdemo, pa počakamo en teden, ampak vendarle, če bi morda kakšne vreče bile podobne barve, ne rumene, seveda, da bi tudi pobiralci teh zelenih odpadkov, lahko rečemo, vzeli to na tovornjak. Ker zdaj vidim, dobro, jaz to imam manjše, ampak nekateri moji sosedje pa imajo, seveda potem naložijo ob kanti, rečemo, še potem te rumene vreče, in potem stoji tisto kar dolg časa. Hvala lepa. Hvala, besede ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Ja, dejstvo je, da 6 let ni bilo se pravi spremenjene cene.
To je kar dolga doba, sorazmerno dolga doba in tudi jaz mislim, da je ta podražitev se prav neizbežna. Bolj me pa skrbi, glede na aktualne razmere, seveda, da se bomo drugo leto verjetno spet pogovarjali, oziroma se bodo pogovarjali ob istem času, ker cene goriv in pa ostalih gredo v nebo in če bo to leto zdržal, je to mislim, da je kar ta prava cena. Drugače pa ja, mislim, da se bojo drugo leto bo verjetno spet preseženih teh 10% in bo verjetno spet se treba pogovarjati. No, to je moje mnenje, drugače pa bom glasoval za. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala za besedo. Zdaj sestavni del tega elaborata so tudi prihodki, ki jih ustvarja koncesionar s prodajo surovin. Tukaj ima eno vprašanje vezano na prihodke z naslova prodaje papirja in kartona. In sicer v letu 2020 je bilo zbranih slabih 410 ton odpadnega papirja in kartona. S prodajo tega je pa koncesionar ustvaril dobrih 6.000 evrov prihodkov. Za leto 2022 predvideva približno enako količino pobranega kartona, predvideva pa kar slabih 29.000 evrov prihodkov. Zdaj, odkje nastane ta razlika? Ne? V letu 2020 praktično prodaja po 15 evrov na tono, v letu 2022 predvideva prodajo po 70 evrov na tono. Kar me še zanima je zabojniki oziroma oprema samega centra za zbiranje in sortiranje je verjetno v lasti koncesionarja, se pravi za menjavo koncesionarja on tudi odpelje tiste zabojnike in opremo. Ne nazadnje pa, če sem prav informiran, bi konec leta potekla tudi koncesija obstoječemu koncesionarju in me zanima, kako bi lahko, oziroma kako bi sprejetje elaborata vplivalo na samo izbiro novega koncesionarja ali pa na mogoče novega koncesionarja, ko bo izbran. Verjetno mora nov koncesionar pripraviti nov elaborat potem. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospodu Igorju Petku za prvo pojasnilo glede papirja, potem pa še Miheli Brnotvetenik. Torej, gospod Petek, izvolite. Sam Ja, hvala za besedo še enkrat. Okoli samih živih mej, v bistvu, če se le da pravilno razmišljate, je prav, da se to lahko razporedi v zabojnik ali pa pripelje pravzaprav višek na zbirni center. To je načeloma. Ali naroči tudi pravzaprav odvoz posebej, ki je sicer plačljiv da se v bistvu uporabniki imajo tudi možnost prilagoditi potrebe, se pravi, lahko zabojnikov svojim potrebam. Pobuda mogoče je pa zanimiva v zvezi z vrečami, ampak, kakor sem prej rekel, vreče želimo pravzaprav iz bioloških odpadkov izgnati in bomo nek drug način morali ugotoviti tukaj, ali je to neko vezanje svežnji. Ker dejansko vidimo, da v predelavi in so zelo moteče in zaradi teh vreč je tudi pri prevzemanju tukaj pač na trgu obstoječih kompostarn zelo, zelo veliko komplikacij na tem delu. Mogoče bom še dopolnil samo še glede vprašanja gospoda Močnika. Dejansko ste pravilno ugotovili, papir je na trgu pravzaprav zelo, zelo njihov. Cene papirja, govorimo pa o papirju. Kartonsko embalažo smo dolžni predajati v sklopu podaljšane proizvajalčeve odgovornosti brezplačno. Za papir pa publikus pravzaprav ga proda in prihodke mora upoštevati se pravi, prihodki zmanjšujejo cene storitve. In to nihanje je dejansko bilo od 0, ne od 15 je bilo povprečje v letu, ampak od 0 pa v tem času, določen krajši čas, tudi 110. Je pa papir ena surovina, ki jo je treba dati v recikliranje relativno hitro. Ne sme biti ne vem koliko časa na skladiščenju. Glavni motiv za zbiranje papirja, za čim več zbranega papirja,
pa mogoče ni ta prihodek. Ne. Glavni motiv je to, da je tega papirja danes v mešanih komunalnih odpadkih relativno veliko. In tukaj to, da ga tam ni, to je največji prihranek, da tam izgine. In se pravi, motiv pravzaprav ločenega zbiranja naj bo čim manj mešanih komunalnih odpadkov, ki so za obdelavo vseeno pravzaprav daleč najdražji. Upam, da sem odgovoril, ja. Hvala. Še gospa Mihela, glede nove koncesije, izvolite. Ja, hvala. V vprašanju ste omenili tudi Center za ravnanje z odpadki Suhadole oziroma zbirni center. Oprema je res last koncesionarja. Zbirni center pa je last dveh občin, se pravi občine Kamnik in občine Komenda. Eden od pogojev, da imata dve občini lahko skupni zbirni center, je tudi ta, da imata istega koncesionarja. Trenutno seveda imamo istega koncesionarja, da ga bomo imeli lahko tudi v bodoče, bomo pripravili in izvedeli skupni javni razpis. Glede na to, da se koncesija občine Komenda izteče 1 leto kasneje kot naša koncesija, se bo ta naša koncesijska pogodba tudi toliko podaljšala, da bomo potem izvedeli skupni razpis. O tem bomo zdaj zelo v kratkem se skupaj s koncesionarjem in občino Komenda tudi dogovarjali. Vsekakor pa predno bo razpis objavljen, boste dobili pa v obravnavo še tudi nov odlok koncesijski akt, ki bo pa tudi verjetno skupen za občino Kamnik in Komenda. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 za občino Kamnik in potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.